Sledi večnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Sledi večnosti. Konec meseca bomo praznovali dan reformacije, ki je dela prosti dan. Smo ena od redkih skupnosti, ki dan reformacije praznujemo na ta način. To je z zgodovinskega gledišča povsem razumljivo, saj je reformacija pustila neizbrisen pečat na razvoju slovenskega knjižnega jezika in prve slovenske tiskane knjige. Reformacija je Slovencem dala tudi protestantsko cerkev v slovenskem jeziku. Zato v tokratni oddaji pred omenjenim praznikom gostimo škofa evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji, magistra Leona Novaka. Magister Novak, lep pozdrav v Mursko Soboto. Lep pozdrav tudi vam nazaj v Ljubljano. Gospod Novak, na začetku decembra boste zapustili položaj škofa. Na tej funkciji vas bo nadomestil novi škof, dr. Aleksander Erniša. Zato bova, gospod Novak, v nadaljevanju najinega pogovora spregovorila tudi o vaši 6-letni zapuščini na položaju škofa, a najprej k prazniku dnevu reformacije. Magister Novak, kako boste letos v evangeličanski cerkvi zaznamovali ta pomemben praznik? Evangeličanska cerkev v Sloveniji vsako leto na podoben način obeleži praznik reformacije. Predvsem se spomnimo tukaj Primoža Trubarja, našega reformatorja, ki je 1550 napisal prvo knjigo v slovenščini, Katekizem, in pa seveda abecedari, s katero je omogočil tudi, da so se ljudje naučili brati in pisati, kar je bilo pomembno potem za izdaje, ki so sledile, za prevod Svetega pisma v slovenskem jeziku, tako da je vsak, ki je bil pismen, lahko Božjo besedo prebiral v svojem materinem jeziku. In reformacija se je predvsem zavzemala tudi za izobraževanje, za šolstvo. Uvajali so šole, ki jih danes lahko imenujemo kot osnovne šole, in ki so jih lahko obiskovali tako fantje kot dekleta, z namenom, da bi se ravno tudi mlad rod izobraževal, da bi dobil čim boljše možnosti za nadaljnji študij, tisti, ki so si to lahko glede na svoje sposobnosti, talente in pa seveda tudi finančne zmožnosti privoščili. Tako je reformacija za nas predvsem na eni strani spomin na ta dogodek, ki je pomemben tudi za nas Slovence, na drugi strani pa predvsem teološki spomin, kar pomeni reformacija z Martinom Lutherom je predvsem zahtevala neko prenovo duhovnega življenja, tako takrat v 16. stoletju, kakor tudi danes. Torej, na dan reformacije razmišljamo in analiziramo svoje življenje, svoje delovanje, kot privatne osebe, kot družba, pa seveda tudi kot evangeličanska cerkev, in si želimo in poskušamo to naše življenje in delovanje prilagoditi svetopisemskemu nauku, se mu podrediti in uveljavljati to Božjo zapoved ljubezni, usmiljenja in pa seveda tudi čaščenja trojedinega Boga v našem vsakdanjem življenju. Kakšno pa je vaše sporočilo kot škofa ob prazniku reformacije? Nekako ste že malce nakazali. Ja, predvsem si želim, da bi se na dan reformacije ljudje toliko samokritično pregledali in spremenili, da bi se ne samo tukaj pri nas, doma v Sloveniji, ampak vse povsod v svetu zavzemali za mir. Mir je namreč ena izmed tistih vrednot, ki omogoča normalno življenje, normalni razvoj družbe, ki zagotavlja tudi neko prihodnost tako najmlajši generaciji, srednji generaciji in pa tudi neko mirno jesen najstarejši generaciji. Zato bi bilo zavzemanje za mir, ki ga tudi evangeliji preko Jezusa Kristusa in njegovega nauka, da eden drugemu odpuščamo, da se trudimo za mir, da se zavzemamo za to, da je v našem srcu namesto sovraštva ljubezen, da
to Božjo zapoved tudi uveljavljamo, tako pri sebi, v svojem življenju, v družbi, kakor tudi potem seveda na nacionalni ravni in pa seveda na mednarodni ravni, kajti Ukrajina, pred kratkim Gaza in pa druga območja, kjer vladajo konflikti, vojne, kažejo, koliko trpljenja, uničevanja in smrti je s tem povzročenega. Zato bi si ravno za dan reformacije v letu 2025 želel, da bi uresničili tisto zapoved, ki nam je Jezus dal, namreč da ljubimo Boga iz vsega srca, z vso dušo, z vsem razumom, z vsem mišljenjem in močjo in svojega bližnjega kakor samega sebe. In če bi to zapoved ljubezni uresničevali, bi bilo tudi manj konfliktov, manj trpljenja in manj vojn. Zagotovo. Pojdiva še malce nazaj v zgodovino, nazaj 500 let in še več. Torej, ob dnevu reformacije se predvsem spominjamo verskega, kulturnega in političnega gibanja v 16. stoletju, ki se je zavzelo za versko prenovo takratne katoliške cerkve, posameznika in skupnosti. Vsi smo se že v osnovni šoli učili, da je 31. oktobra 1517 katoliški menih Martin Luther na vrata grajske cerkve v Wittenbergu nabil 95 tez in v njih zahteval, kot rečeno, reformo, prenovo takratne cerkve. Dodajmo, da zgodovinski viri niso povsem enotni o tem dogodku. Kot zapiše literarni zgodovinar dr. Jonathan Winkler, in to ste tudi vi že povedali nekaj trenutkov nazaj, reformacija je Slovencem skozi pero Primoža Trubarja zapisala poimenovanje Ljubi Slovenci, pa tudi izraz slovenska dežela. Reformatorji so pred 500 leti izpostavili vrednote, o tem ste tudi že nekaj rekli, naprimer znanje, izobraževanje, osebno odgovornost človeka, vključujočo družbo. Danes, po 500 letih, se zdi, da so te vrednote ogrožene. Zakaj? Zato, ker se je navkljub razvoju, ki ga lahko spremljamo na področju tehnike, medicine in pa na drugih področjih življenja, človeško srce ni razvijalo v pozitivno smer v tem tempu, ampak je ostalo nekje na neki ravni, kjer prevladuje še vedno velikokrat sebičnost, sovraštvo, namesto ljubezni, usmiljenja in pa odpuščanja. In ravno zato je potrebno, da se glede na te razmere, v katerih živimo, spomnimo tega sporočila reformacije, predvsem pa seveda Svetega pisma, kajti reformacija se sklicuje vedno na Sveto pismo, na to, da se vrnemo nazaj k nauku Jezusa Kristusa, da se vzamemo njegovo življenje, delovanje in učenje za svoj vzor in da se na podlagi tega tudi sami spremenimo, da naše življenje preoblikujemo na podlagi zapovedi ljubezni do Boga in do sočloveka in da to potem tudi udejanjamo v naši družini, družbi, vse povsod tam, kjer smo in kjer živimo. Kaj lahko pri okrepitvi omenjenih vrednot storijo verske skupnosti? No, to, kar je, bom rekel, zelo pozitivno, vsaj tukaj pri nas v Sloveniji, je, da se verske skupnosti zavzemamo ravno za te vrednote in to ne samo krščanska cerkev, ampak tudi muslimanska verska skupnost in pa judovska, židovska verska skupnost. Tukaj smo imeli že več tudi skupnih izjav, ki smo jih kot verske skupnosti podpisali in ki so se nanašale na neke aktualne družbene trende. Prvi tak dokument, ki smo ga podpisali kot predstavniki verskih skupnosti, se je nanašal na zaprtje trgovin ob nedeljah. Potem podpisali smo tudi skupno izjavo glede zakona o družini, kjer smo se zavzemali pač tudi za to, da se ne pozabi na klasično obliko zakona, ampak da se ga tudi v tej njegovi naravni obliki spodbuja in pa krepi, da seveda tudi podpira zakonsko družino, očeta in mater, ne da bi se potem vse druge zakonske skupnosti, ki so se v tem našem modernem času pojavile, diskriminirale. In pa bili smo
tudi proti samomoru z asistenco kot verske skupnosti, ker smo se zavzemali predvsem tudi za to, da bi se paliativa še bolj okrepila in da bi tudi medicina, ki je res na vrhuncu, lahko omogočila, da bi ljudje v hudih trenutkih bolezni manj trpeli in da bi lahko na ta način tudi na naraven način zaključili svoje življenje. To so bile neke take skupne izjave, ki smo jih podpisali. Na drugi strani pa smo imeli tudi tukaj v Murski Soboti tako imenovane ekumenske sprehode po mestu. Tega sprehoda so se udeležili tako mufti islamske skupnosti Nevzet Porić, kot potem tudi superintendent Pinkošne cerkve, dr. Daniel Grabar, seveda moj bivši sosed, ki je zdaj škof v Kopru, dr. Peter Štumpf in pa predstavnik Srpske pravoslavne cerkve Milan Jovanović. Gospod Novak, ob nastopu škofovske funkcije pred 6 leti ste se nekako zavezali k nadaljevanju krepitvi dialoga, medverskega dialoga, dialoga z državo in tako naprej. Kako uspešni ste bili v teh 6 letih? No, moramo povedati, da so seveda prva 3 leta mojega službovanja kot škof bila malo večji izziv, kajti nahajali smo se ravno v obdobju pandemije covida, tako da se je tako družbeno kot seveda tudi cerkveno življenje zelo omejilo. Izboljšali so se pač razmere po pandemiji COVID, tu pa smo si seveda potem prizadevali za dobro sodelovanje, kar sem tudi prej opisal, torej dobil sem se tudi večkrat z patriarhom Srpske pravoslavne cerkve, nazadnje zdaj tukaj v Mariboru, v oktobru, ko je bila blagoslovitev Srpske pravoslavne cerkve, in pa tudi z drugimi predstavniki verskih skupnosti, kar me veseli tudi za samo, bom rekel, politiko oziroma z vodstvom naše države smo se velikokrat ali pa večkrat srečali, imeli tudi dobre pogovore, tudi z predsednico države, tako da me tudi to veseli, da se na tem področju naši odnosi utrjujejo. Seveda se ni uresničilo vse to, kar bi si želeli, ampak to pač tudi spada k življenju. Vesel pa sem, da imamo vseeno dobre in pristne odnose, tudi če se kaj ne uresniči ali pa ne uresniči tako, kot si to želimo. Pomembno je, da se vsi trudimo za tisto, kar sem že prej omenil, za neko mirno obliko sožitja, za spoštljivo komunikacijo in pa tudi včasih, da stopimo korak nazaj mogoče in malo potrpimo, če se ne uresniči vse tako, kot si to želimo. 30. novembra, torej na prvo adventno nedeljo, gospod Novak, zapuščate položaj škofa Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji. Končali boste 6-letni mandat, ostajate pa seveda duhovnik v Evangeličanski cerkveni občini Murska Sobota. Pojasnite našim poslušalkam in poslušalcem, zakaj ne boste več škof? Ja, torej, v Evangeličanski cerkvi imamo škofovski mandat omejen na obdobje 6 let. In ko ta mandat preteče, se razpišejo potem nove volitve, seveda ima potem dosedanji ali pa bivši škof tudi možnost, da se za to funkcijo spet ponovno prijavi, seveda pa tudi drugi, da poskušajo mogoče potem tudi z novimi idejami, ki jih imajo, voditi cerkev na nek bolj sodoben ali pa moderni način. Torej, jaz se nisem odločil za kandidiranje za funkcijo škofa zaradi tega, ker je na eni strani tudi starostna omejitev, se pravi, če želiš kandidirati za škofa, moraš biti največ 59 let star, se pravi, ker nekje po stari ustavi, po statutu imamo zapisano, da bi se z 65 leti lahko duhovnik upokojil, seveda se zdaj ta statut in pa tudi ustava posodabljata, tudi družbene razmere in pa te
starostne omejitve se glede na državne zakone in pa trende v družbi spreminjajo. Na drugi strani pa sem si želel več dela in pa pozornosti nameniti svoji cerkveni občini Murska Sobota, kajti v tem obdobju, ko sem bil škof, to obdobje je bilo res intenzivno, udeležil sem se pač večine stvari, kamor sem bil povabljen, tako doma kot v tujini. To pa je potem seveda bilo tudi opazno pri mojem delu tukaj v Murski Soboti, ki se je zaradi teh škofovskih obveznosti zmanjšalo, in to bi zdaj rad malo nadoknadil. Tako je, volitve škofa so v evangeličanski cerkvi demokratičen proces, bi lahko rekli. Novega škofa ste volili vsi duhovniki in duhovnice, kaplani, inšpektorji, pa tudi delegati iz posameznih cerkvenih občin. V vašem obdobju pa se je škofovanja, pa se je evangeličanska cerkev, rekli bomo, malce razširila izven na nova območja v Sloveniji, in sicer priključili ste dve binkoštni skupnosti, Koper-Izola in Novo mesto, v to družino evangeličanske cerkve. Kako je prišlo do te spremembe, oziroma so izrazili torej željo v binkoštnih skupnostih v Kopru, Izoli in Novem mestu, da se vam priključijo? Ja, v bistvu na sinode evangeličanske cerkve je prišla prošnja s strani takratnih binkoštnih verskih skupnosti, cerkvenih občin v Novem mestu in pa v Izoli, da bi se priključili naši cerkvi. To so v bistvu naredili na podlagi referenduma, ki so ga imeli v svojih cerkvenih občinah. V Novem mestu je bilo 84,3, se mi zdi, odstotka vernikov za to, da se priključijo evangeličanski cerkvi, v Izoli pa 94 odstotkov. Glede na ta velik odstotek podpore je potem sinoda evangeličanske cerkve sprejela prošnjo teh dveh cerkvenih občin, tako da sta imeli potem tudi sami neko preizkusno obdobje, kjer sta lahko tudi sami kot cerkveni občini videli, kako deluje evangeličanska cerkev v Sloveniji, pa tudi mi smo imeli še možnost, da se eden drugemu prilagodimo, da dogovorimo neke določene stvari, in na letošnji sinodi 2025 sta bili obe cerkveni občini sprejeti kot polnopravni članice evangeličanske cerkve. Evangeličansko cerkev, torej skupno, sestavlja 16 cerkvenih občin, večina je seveda v Prekmurju. Gospod Novak, ko ste stopili na pot škofa, ste dejali, da se boste v svojem mandatu posvetili 4 skupinam: najmlajšim, otrokom v veroučnih skupinah, mladim, skratka mladim družinam in dialogu verskemu. Kako uspešni ste bili pri nagovarjanju mladih družin? Moramo zdaj pač računati na to, da sem imel, kar se tega aktivnega dela tiče, samo 3 leta časa, kajti prva 3 leta mojega škofovskega mandata so bila obeležena z pandemijo covida. Torej, v tem zadnjem 3 letu je bil proces, kar bom rekel, uspešen. Predvsem me veseli to, da so se mladi začeli zbirati, da imamo kar lepo skupino mladih, ki sodeluje na cerkveni ravni, med cerkvenimi občinami, pa tudi vsaka cerkvena občina ima svojo mladinsko skupino, kjer se mladi zbirajo in imajo potem tudi predavanja in pa tudi pogovore na različne teme. Se pa potem tudi zbirajo še na cerkveni ravni, tako vsaj 2-krat, 3-krat ali pa 4-krat na leto, kjer se sami določijo potem tudi teme. Veseli me pa še posebej tudi to, da so se začeli povezovati. To pomeni, ravno zdaj v avgustu so se mladi iz Srbije, iz Vojvodine, iz Hrvaške in potem iz naše evangeličanske cerkve tukaj v Sloveniji zbrali v Kopru, kjer so imeli nekajdnevno srečanje, pogovor, potem izmenjavo izkušenj.
nekih pričakovanj in pa seveda tudi neko predavanje glede na to, kako kot kristjani gledamo na mirno sožitje, na odpuščanje in pa kako poskušamo, bom rekel pod narekovaji, zatreti sovražni govor v naši sredini. Kako ste se pa soočili s izzivom sekularizacije družbe? Ja, za to sekularizacijo družbe se ukvarjajo vse verske skupnosti, opažajo, da je to kar močan trend, vendar pa se na drugi strani spet pojavlja tudi pri mladih generacijah, predvsem ta želja in pa to iskanje novih izkušenj v cerkvenem območju, v cerkvenih skupnostih, v verskih skupnostih, kar nas na drugi strani spet veseli. Se družimo z mladimi, da se z njimi pogovarjamo, da izmenjujemo izkušnje, da prisluhnemo eden drugemu. In pa seveda to se nanaša potem tudi na srednje generacije, ki so zdaj v delovnem aktivnem obdobju, ki se srečujejo z raznimi službenimi obveznostmi, družbenimi obveznostmi. Kot vemo, je Slovenija zelo močno zastopana tudi v gasilstvu, kar nas veseli, ampak vse to so tudi dodatne obremenitve, ki ljudem potem seveda vzamejo tudi nekaj časa, pozornosti in pa energije. Zato bi radi kot cerkev stali vsem ob strani, jih spodbujali pri tem njihovem delu, pomagali, koliko kot verska skupnost lahko pomagamo in seveda tudi na drugi strani kazali naše spoštovanje, da cenimo njihovo delo, da smo veseli, da se zavzemajo za dobrobit družbe in tako mislim, da lahko ene drugemu pomagamo in to, bom rekel zdaj tako z našega verskega stališča, sekularizacijo družbe tudi premostimo. Magister Novak, ob koncu najinega pogovora vas prosim za eno tako oceno vašega 6-letnega mandata oziroma se pomirjeno dušo poslavljate z te funkcije? To je zdaj težko vprašanje, oceniti samega sebe. Torej, na eni strani sem vesel, da sem to mandatno obdobje 6 let lahko izpeljal na tak način, kot sem ga izpeljal. Še posebej se veselim tega, da sem v obdobju COVID pandemije imel to možnost, in za kar se tudi bolnišnici v Murski Soboti takratnemu vodstvu iskreno zahvaljujem, da smo lahko COVID bolnike kot cerkev, kot škof, pa tudi še duhovnica Simona Prosič, da so jih lahko obiskovala, da so se lahko z njimi pogovarjala, za njih molila in pa bila tudi v bistvu velikokrat edina povezava med bolnikom in družino, kajti takrat so bili, kot veste, obiski prepovedani. In to me navdaja s veliko hvaležnostjo, da sem lahko v tem času na ta način tudi kot duhovnik in kot škof deloval. Seveda so določene stvari, ki se niso izpolnile ali stekle tako, kot sem si želel ali pa zastavil. Tudi sam sem naredil veliko napak, verjetno sem veliko ljudi tu pa tam tudi užalostil ali pa mogoče se tudi neprimerno obnašal, za kar se vsem tudi opravičujem in jih prosim za odpuščanja. Drugače pa bi si želel, da pa tudi moj naslednik potem posvetil svoj čas, svojo energijo, svojo vero, po svoje delovanje kot škof vernikom evangeličanske cerkve, potem vernikom vseh drugih verskih skupnosti in pa tudi vsem tistim, ki ne verujejo, torej širši družbi, kajti naša naloga, naše poslanstvo je, da eden s drugim živimo v miru, v medsebojnem spoštovanju in da si stojimo ob strani ter si pomagamo. Škof evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji, magister Leon Novak, najlepša hvala za ta pogovor in vse dobro na novih poteh. Sledi večnosti.